Spoštovane in spoštovani, prav lep večer vsem skupaj in dobrodošli na dogodku, ki smo ga poimenovali Pogovor s Tomažem. Vesel sem, da vas lahko pozdravim v tako velikem številu. Janez Stare je moje ime in sem dekan Fakultete za upravo. Prav posebno čast pa mi je, da je danes z nami gospod Tomaž Kavčič, poet kuhinje, kot mu tudi rečejo, in prejemnik številnih gastronomskih priznanj. Zahvaljujem se mu za dragocen čas, ki ga nam namenja, predvsem pa mu želim čestitati za Michelinovo zvezdico, za dosežek, ki je tako zelo poseben, za dosežek, ki smo ga čakali, na katerega lahko rečem je ponosna cela Slovenija, čeprav nismo imeli nič zraven, pa tudi za dosežek, ki pomeni potrditev odličnega, morda celo lahko rečemo, da je to izraz življenjskega dela našega današnjega gosta. Priznanje in pa tudi obveza za naprej. Prav ta odličnost je tako zaželena na mnogih področjih. Odličnost ne kot enkraten dogodek, pač pa kot proces, pa tudi kot način dela, življenja in pa sodelovanja. Ta odličnost je na nek način tudi vodilo našega dela na Fakulteti za upravo. Smo članica Univerze v Ljubljani in med drugim tudi edina fakulteta v regiji, ki je pridobila in s ponosom ohranja najprestižnejšo evropsko akreditacijo na področju izobraževanja za javno upravo EAPA. Povabljeni, da si kaj več o fakulteti preberete tudi na naših spletnih straneh. Ko sem razmišljal o današnjem gostu, pa današnjem dogodku, se mi je zazdelo, da je med tem, kar delamo na fakulteti in tem, kar dela naš gost, tudi nekaj podobnosti. Če omenim le nekatere, v času, ko smo vsi obsedeni s hitrostjo na vseh področjih, tudi na področju pridobivanja znanja, ko želimo dobiti na hitro, po vnaprej pripravljenem receptu, tako rekoč na instant, pa je vseeno vse močnejše zavedanje, da dobre stvari potrebujejo svoj čas. Mislim, da je tako tudi v kuhinji. Instant hrana je res hitro pripravljena, praviloma pa to ni nek presežek. Naj me gost popravi, a dobro kuhanje zahteva pripravo, čas in pa potrpežljivost. Potem stvari ni možno preskočiti, biti morajo v pravem času na svojem mestu. Dober rezultat je tako povezan z dobro pripravo. Brez priprave učitelj ne more doseči želenih ciljev. Raziskave, informacije, teorije, to so le en del dobre priprave, vendar učitelj mora razmišljati tudi o svoji vlogi. Ne o sebi kot nekom, ki samo podaja surovo znanje, pač pa o sebi kot nekom, ki plemeniti zaupane mu potenciale. In mislim, da je tako tudi v kuhinji. Dober kuhar mora imeti znanje, dobro znanje, odlično pripravo, da lahko razvija svoje ideje ali se prilagaja zahtevam gosta. Vse to zmore, ker pozna naravo sestavin in vlogo, ki jo imajo jedi v njegovi kuhinji. No in še ena stvar, spomin oziroma miselni procesi. Spomin mora biti namenjen več kot samo pomnjenju vsebine, kot samo pomnjenju datumov, formul. Študente moramo naučiti, da razmišljajo in ocenjujejo, kaj je delovalo, kaj ni, kaj je okusno, če tako rečem, in kaj ne. Kot pri kuhanju se mi zdi, ni dovolj, da kuhar pozna recepte na pamet, da črkobralsko bere recepte in mehansko stresa sestavine v skupni lonec. Tudi on razvija sposobnosti prepoznavanja tega, katere tehnike najbolje delujejo, kateri okusi nastajajo pri kombiniranju sestavin, katera oprema je idealna. Dober rezultat na koncu izvira iz vseh teh miselnih procesov, kar pomeni, da je ta pozitivni spomin učitelja, pozitivni spomin študenta, pa po mojem skromnem prepričanju tudi kuharja, da se rodi, da se naredi, da se izostri iz razmišljanja, preizkušanja, ocenjevanja in pa časa, ki ga posameznik temu namenja. Ker je čas dragocen, dovolite, da zaključim. Zaključil bi s pregovorom o kruhu, do katerega gojim prav poseben spoštljiv odnos. Kruh ima v slovenski zgodovini in ljudski modrosti prav posebno mesto. Pregovor pa pravi, kruha ne naredi molka, ampak roka. Tako, želim vam prijetno spremljanje dogodka. Zdaj pa besedo kar predajam našima gostoma, gospe Ani, ki bo vodila pogovor, pa gospodu Tomažu, ki bo odgovarjal oziroma ki nam bo zaupal skrivnosti velikega mojstra. Izvolite. Fantastično, najlepša hvala, doktor Janez Stare, za ta imeniten uvod in kar nekaj iztočnic sva že dobila. Dober večer, dober dan, Tomaž. En lep pozdrav in prvo res spoštovani Janez, gospod doktor,
Zdaj po tem vašem uvodu me kar malo primla, malo trema, resnično čestitke za res srčen uvod. In srčnost je tista stvar, katera je najpomembnejša. Tako da res hvala, iz srca hvala. Hvala. Ja, v tej srčnosti premorete tudi vi, Tomaž, ogromno, predvsem pa iskrivosti, iskrenosti, vse tisto, kar človeka dela tako neskončno zanimivega. Danes, ko sem se pripravljala na tale naš klepet, je v Ljubljani nas pobožal prav tak poseben čudovit sončni zahod, ko rečemo, da Miklavž piškote peče, čeprav Miklavž še za letos že oddelal svoje, ampak kar nadaljuje. Ste vi tudi kaj pekli danes? Glejte, prvo, gospod doktor Janez nam je dal res dosti iztočnic in od tam naprej bi lahko, po moje, bi kar ta urca šla zelo, zelo lepo skozi. Glejte, ta sončni zahod je bil tudi pri nas. Jaz sem ta sončni zahod danes kar spremljal iz avta, iz kombija pravzaprav. Jaz sem danes bil v Torinu. Včeraj sem bil v Torinu, ponedeljek sem bil v Torinu in danes sem se vrnil iz Torina. Tukaj se moram pohvaliti, da imam v kombiju, kasneje prihaja tudi kamion zadaj, imam poln kombi Panettone. To je moj nov, lahko rečem po eni strani, moj nov projekt, od katerem mislim, da bomo pol malo kakšno rekli. Ta projekt se imenuje Zemono Plus, selekcija Tomaž Kavčič. In glede na to, da je Miklavž že svoje kekse, svoje biškotke že spekel, sem jaz za njim, ne da se primerjam zdaj s temi svetimi možmi, niti daleč od tega, zato sem pustil, da prvo oni spečejo. In sem pač zdaj v teh 3 dneh resnično napekel z enimi mojstri v Torinu, kar nekaj panettonov z mojim tačom, v katerega sem dodal pač vse to znanje, od katerem bomo tudi kaj povedali, in od shajanja pač ta panetton, to testo je vzhajalo čez 70 ur. Sam dal sem tudi slovenski tač, to je brinje in kandirane olive. Tako da zdaj, če sem že omenil znanje in glede na to tudi, kar je prej gospod doktor povedal, vsekakor brez znanja ni nič. In jaz se upam trditi, gostinstvo, ta celota, jaz danes ne bom toliko govoril o kuharstvu, ampak o celoti, o gostinstvu, je znanje. Brez znanja je vsekakor tek na kratke proge. Gostinstvo, kot vedno pravim, je pa tek na dolge proge. Ja, Tomaž, ko omenjate Zemono Plus in ta panettone, zdaj mislim, da imamo vsi kar malo sline v ustih, kandirane olive v panettonu. Čigava ideja, vaša ideja? Kako pogumni ste, da ste se lotili tega in kakšen je okus? V petek ste predstavili Zemono Plus, tako da v bistvu imamo privilegij, ker smo med prvimi, s katerimi delite to zgodbo. Mislim, predstavitev je bila 11. decembra. V petek, ja. Petek, tako da to je bila predstavitev, 100% ste pa prvi, s katerimi v javnosti govorim o tem projektu. Zdaj, če se ustavimo samo pri tem panettonu, ideja je bila vsekakor moja, pač kruh je za mene tudi svet, kruh je, jaz tudi rečem, enkrat sem dobil eno vprašanje, opis kruha. Jaz sem se vrnil z mislimi v otroštvo, spomini na otroštvo in glejte, kruh je zame tudi von družine, von po moji mami in po moji noni, babici. Če sem hotel videti kot otrok zjutraj, ko sem se prebudil, ne ene, ne druge ni bilo zraven. So bile že v kuhinji in prva stvar, ki se v kuhinji pripravlja v gostilniški kuhinji za celotni dan, je kruh. In tako da prvi von, s katerim sem se zjutraj srečal in šel po stopnicah proti mami in noni, je bil vsekakor von
po kruhu. Tako da kruh mi je zelo, zelo pomemben. Zdaj, prej kot gremo na ta odgovor, če vam povem eno anekdoto, verjetno že enih 20 let od tega in zelo, zelo priden fant, pač prišel k nam v hišo kot natakar. Z njim sem tudi, zelo so ga zanimala vina. Pri nas je tako, da v bistvu je ta sistem vsaj bil, zdaj sem malo ločujemo, imamo več sodelavcev, vse veste, kako je. Jaz sem v navednicah deklica za vse. In to je tudi tako, posebno, kadar pridejo novi sodelavci, jih hočem naučiti to, da si moramo med sabo pomagati. In ta fant normalno je tudi, normalno, ko so ljudje odšli iz hiše, pospravil mizo in na mizi imamo prte, ne vse gostilne nimajo prtov, na žalost. Jaz zagovarjam to in imamo prte. In dostikrat se je zgodilo, da je kar primil ta prt z drobtinami kruha ali pa tudi s koščkem kruha in vse to dal kar v pranje. Enkrat, dvakrat, trikrat sem na to opozoril, četrto sem malo bolj na grobo opozoril, v peto ni šlo več. Glavnim, ta fant, ta natakar ni ostal pri nas. Jaz lahko rečem, da je eden redkih, katerega nisem sprejel v ekipo, je bil ta fant, kateri ni imel spoštovanja do kruha. Tako da to je baza. Kruh je treba znati speč, se zdaj posebno v prvem tem pač lockdownu je bilo najbolj iskana na internetu, je bila najbolj iskana stvar, je bilo prav to kruh, peka kruha. V drugem lockdownu ne, v prvem je bilo tako. Tako da zdaj velika večina se je naučila peč kruh. Čeprav peč kruh enkrat ali pa vsako toliko je eno, peč kruh, kot ga pečemo mi doma z naravnim kvasom, kateri sem prepričan, da je z nami že 3 generacije, je pa druga stvar. In s to miselnostjo sem začel tudi pripravljati paneton. Največjo pozornost sem dal normalno na vzhajanje, na bazo. In tej bazi, se veste, Italijani dodajo v panetone vse vrste. Mislim, tudi so panetoni z 5, 7, 10 stvarmi dodanimi. Jaz nisem nikoli zagovornik tega. Sam sem rekel, hočem imeti en tač, naš tač, primorski, kraški, slovenski. In sem se odločil za olive kot Mediteran, kras, brinje. S tem, da ko sem prišel s to idejo pri Mojstrah, so me malo čudno gledali, ne, to po moje ne bo štimalo, sem rekel, lejte, verjemite mi, dajmo to probati in bo štimalo. Zdaj se bomo pol mogoče še povedali, na kakšen način, od kje ideje in kako ustvarjam jedi. In na isti način sem tudi tukaj ustvarjal in se moram pohvaliti, zelo narad se hvalim, zato so drugi, če si zaslužen, da me pohvalijo, sem najbolj srečen, da me drugi pohvalijo. Tukaj se moram pohvaliti, da resnično sem uspel in smo uspeli narediti en čudovit okus. Tako da se upam tudi trditi, da imamo prvi paneton na svetu z brinjem in z oljkami. Fantastično. Zdaj to kar kliče potem, da to tudi preizkusimo. In z veseljem bomo. Tomaž, ko pravite, če me pohvalijo drugi, mi to največ pomeni, vrsto nagrad ste prejeli, med drugim tudi Mišlenovo zvezdico pred kratkim, ampak čigava pohvala je za vas tista, ki najbolj poboža dušo? Morda čisto kdo od gostov naključnih, kaj vam rečejo ljudje ponavadi, da se vam zdi dobro? Veste kaj, dostikrat je najbolj prijetno, je prav to niti ne tista direktna pohvala, ampak že en pogled in stisk roke. Zdaj je to težko. Zdaj, ko bomo govorili o teh občutkih, vam zdaj že povem, da je to stvar, katera mi najbolj v tem trenutku manjka. Manjka mi stik z ljudmi, stik z gosti. Ne toliko z ljudmi se srečujem,
ali pa tudi, ne vem, iz avta in tako. Zdaj ni toliko kot prvem lockdownu, zdaj nismo toliko sami. Če za enega gostinca pa je najhujša stvar, vsak dan grem v gostilno, vsak dan odprem vrata in vam povem, da ni lep občutek. Videti to kuhno hladno, vsak dan grem pogledat, če vse štima, hladilniki, vse te stvari, in ni prijetno. To vam moram povedati, da je en takih grših trenutkov dnevo zdaj v tem trenutku. Z obratno pa je najlepših trenutkov pa je ko smo v ustaljenih tirnicah, je pa prav ta, da prideš v hišo, da prideš v gostilno in da je vse živo. Da začnemo dan prav z peko kruha, z pripravami teh osnovnih sestavin in predvsem teh baz. Pri nas so baze vsak dan 3 juhe, goveja, zelenjavna, ribja, kruh. To je prva stvar, s katero začnemo dan. Zdaj, če se vrnemo k pohvalam, najpomembnejša pohvala je že ta pogled, ko greš mimo gostov. Se pravi, zelo dobro berete govorico telesa gostov, tudi če nič ne rečejo. Vsekakor, mislim, narava, Bog mi je dal ta občutek za ljudi, dal mi je to, kar dostikrat me tudi moji sodelavci vprašajo, kako ti to veš, kako to, enostavno, to ne morem, to se ne da naučiti, ali imaš to prirojeno, ali nemaš. Jaz dostikrat rečem, glejte, pazite tisto mizo, ki se mi zdi, da kaj ne štima. Ali pa obratno, veste, jaz pravim, v gostilni ne sme biti neko trdo pravilo, nek trd sistem. Moramo biti tisti, kateri se trudimo, da gostu ustvarimo celoto, ga pa ne prisiljamo v en sistem. Moramo biti po eni vrsti tudi malo psihologa. Glejte, prije par, katerega prav briga, zdaj za nas, da bomo lih 2 uri jim nakladili od naših idej, je prav, da se približamo, da sem to moral začutiti, katerega to zelo zanima, katerega ne. Moraš pa vedno dati 100% sebe in pa, kot jaz vedno rečem, moraš dati gostu celoto. In zato tudi radi pridejo, in upamo vsi skupaj, da čim prej znova. Številne ugledne goste ste gostili v gostilni pri Lojzetu, Dvorec Zemono, tudi številne politike. Tomaž, kaj pričakujete od tistih, ki sprejemajo odločitve v teh dneh? Kaj lahko naredijo za vaš sektor, če sploh? Glejte, prvo, ko gremo na ta odgovor, najpomembnejša stvar je ta, da so gostje so, gost mora biti, mislim, pri nas so gostje, ne delamo razlik. Zato, ker tudi to gost začuti in mu je to všeč. Ne si bojo kronane glave, ne si bojo politike, ne si bojo pač, to je ena tudi od pravil, s katerim gosta po eni strani tudi sprostiš. Zdaj, gostil sem dosti politikov, z politiki sem tudi prijatelj. Predvsem pa bom tako povedal, da v tem trenutku, tudi tako, sem edini Slovenc, sem prepričan, kateri sem postregel vse prve ministre, vse premijeje v Bruslju. To je v 9. nadstropju te palače Consilium. In tako da imam resnično imam izkušnje tudi s politiki. V tem trenutku politiko zelo potrebujemo. Jaz se nikoli nisem in ne bom ukvarjal s politiko, ampak v tem trenutku politiko potrebujemo. Potrebujemo jasnost. Zdaj v tem trenutku potrebujemo nekaj jasno, ali pa če se zdaj izrazim v športnem žargonu. Potrebujemo enega pravega trenerja, kateri nam da jasna navodila. Zdaj v tem trenutku tavamo, nemamo jasnih navodil. In jaz sem prvi, kateri pravim, moramo, na prvem mestu je zdaj pač spoštovanje,
ukrepov. Na prvem mestu je zdravstvo in šolstvo, šele potem vse drugo. Tudi gospodarstvo je zdaj v zelo slabih kondiciji. In v tem trenutku moramo gospodarstvo obdržati pri življenju in potrebujemo dobrega trenerja, da nam da jasna navodila, in v tem trenutku trener je, lahko tudi rečem, nažalost, politika, katera nam v tem trenutku ne daje jasnih navodil. Kar ne pomeni, da se ne trudijo, kar pomeni, da ne skrbijo za ne vem, neko rešitev te situacije, se tudi politika ni lahka, samo v tem trenutku nemamo jasnih navodil. Tako da zdaj jaz najbolj vam lahko povem o gostinstvu, lahko vam povem o gostinstvu tudi preko meja. Sem povezan, lahko rečem, s celo Evropo, lahko rečem s celim svetom, najbolj pa z Italijo. Glejte, zdaj dajem primer Veneta, kjer je guverner gospod Luca Zaia. Veneto le ima 5 milijonov ljudi, tako da mislim, da mu ni enostavno voditi te pokrajine. In oni niso bili do zdaj še, razen v prvem lockdownu, sem zdaj v drugem, v tej drugi situaciji niso bili še zaprti, da bi bili stalno zaprti. Oni resnično, da so gostinski lokali odprti samo do 18, do 6 popoldne, kar je dovolj za to, da smo in gostinci in gosti, da smo povezani in da se ena dejavnost ne ustavi. Da se dejavnost ne ustavi. V Sloveniji se definitivno ta dejavnost gostinstva in turizma dobesedno se ustavlja. To je zelo nevarno. Jaz si najmanj želim, da bi izgubili vse to, kar smo dolga leta vlagali. V tem trenutku moramo zelo paziti za naše sodelavce, za ekipe, zato ker gostinstvo ni dejavnost, da bomo pritisnili gumb kot za prižgati luči in bo zateklo. Ne, brez ekip, brez teh naših sodelavcev gostinstvo bo šlo je nemogoče, da gre naprej. In ne smemo pozabiti, gostinstvo je ena vrste generator tudi turizma. In konec koncev turizem prispeva kar lep procent BDP-ja, mislim, nekaj tudi iz turizma pride v proračun, tako da to ne smemo izgubiti. Predvsem ne zaradi vsega tega vlaganja, katerega smo mi sami turistični delavci, gostinci, vlagali vsa ta dolga leta, in zadnja leta, tukaj moram pohvaliti državo, katera je tudi država vlagala in vlaga dosti denarja v razvoj turizma in gostinstva. Konec koncev Michelin brez podpore države ne bi prišel v Slovenijo. Tako da tukaj smo na neki poti, s katere ne smemo zaiti. Ko omenjate šport pa politiko kot trenerja, to pomeni, da se moramo tudi mi obnašati kot ekipa. In pri vas res cenim to, da imate izjemen posluh za kolege, oziroma lahko bi rekli tudi za konkurente, ne? In me zanima, kdaj ste se znebili te pregovorne slovenske nevoščljivosti? Spravi, zakaj se vam zdi, da če pomagate konkurentom, gre tudi vam bolje, oziroma vsem skupaj bolje? Prvo moram povedati, da nikoli, verjetno sem bil že tako vzgojen, nikoli nisem pomislil na druge gostince kot na konkurente, ampak samo kot kolege. Zato, ker veste kaj, v gostinstvu, kot drugih tudi poslih, saj imamo dovolj sami sabo, dovolj problemov, tako da se nam ni treba ukvarjati še z drugimi. Lahko se pa ukvarjamo z drugimi, s tem prav združevanjem, in da si med sabo pomagamo. In jaz, ne vem, rečemo, ne vem, če se vrnemo 25 let od tega, je prišlo v Slovenijo Slow Food združenje in je bilo ustanovljeno prav v naši gostilni, tiskrat smo bili še v Dornberku.
In tiskrat smo bili prvi 3 člani, Aleš Kristančič, Toni Gomišček in jaz. Je bilo pa ustanovljeno pri nas, v naši gostilni, katero je tiskrat vajeti še držala, obe dve vajeti je držala moja mama, in smo bili že leta 1994 prvi v vodiču Slow Fooda Italije. In zato je bilo tudi pri nas, zakaj vam to, če gremo naprej, iz tega združenja mislim, da je slovenska gastronomija dobila zelo dosti, zelo se je močno razvijala. Sam sem pa tudi pripeljal združenje Jean Restaurateur d'Europe, ŽRE, v bistvu Evropa, v Slovenijo. Če bi razmišljal samo o meni, sigurno tega ne bi naredil. Tako da jaz vedno razmišljam kot celota. Gostinstvo v Sloveniji z eno osebo, samo z eno osebo ni nič, ne more biti nič. Zato jaz vedno tudi, rečemo, če nastopam, ko nastopam v tujini na raznih kongresih, predstavitvah in sejmih in tako, vedno rečem Slovenija, Vipavska dolina, pol pride Zemono in šele na koncu je Tomaž Kavčič. Tako da na prvem mestu je Slovenija in slovensko gostinstvo. In samo tako lahko gremo naprej in bomo še bolj prepoznavni v svetu. Kar se pa tiče Michelina, danes smo ga že parkrat omenili, je to tudi neka pika na i vsemu temu trudu vseh teh pač slovenskih gostiln, dolgoletni trud slovenskih gostincev, in je tista pika na i in je predvsem priznanje temu, kar si slovenska gastronomija tudi zasluži. Kaj pa za vas osebno, ko ste izvedeli, da dobite zvezdico? Glejte, jaz sem tudi to je bila ena taka moja dolgoletna želja. Zdaj, cilj je težko reči, zato ker tudi brez zvezdice bi šel naprej. Ne bi bilo konc, svet se ne bi ustavil, svet se je vrtel dan pred podelitvijo in med podelitvijo in po podelitvi. Sam to je bila res ena moja velika želja, na tem sem tudi delal. Jaz moram povedati, da je že pred 10 leti bil v naši hiši takratni direktor Michelina Italija, gospod Fausto Righi, s katerim smo tudi postali prijatelji. Postali smo pa prijatelji in jaz sem zvedel, da je bil že pri nas šele potem, ko je šel v penzijo. Pač končal je delati z Michelinom. Verjemite mi, jaz danes ne vem, kdo je bil pri nas, kdo nas je ocenjeval. In ste rekla, ko sem zvedel, da bom dobil zvezdico, jaz sem zvedel, ko sem jo dobil. Verjemite mi, glejte, to so trenutki, to so resnično emocije, trenutki, tistih 10 minut prej, ko smo bili na tej podelitvi na Ljubljanskem gradu, tistih 10 minut pred podelitvijo sem si sam pri sebi rekel, Tomaž, a ti je potrebno vse to. Mislim, to je bilo, v tistih 10 minutah so se mi vrteli ves ta moj trud mojih staršev, generacij pred mano. In sem rekel, zdaj, če jo ne dobiš, ni bilo enostavno. Ni bilo enostavno, zato ker sem si jo resnično želel. In tiste 2 sekundi, ko sem videl, tiste prve 2 sekundi, ko sem videl napis Dvorec Zemono pri Lojzetu, je resnično ena sama emocija in hkrati velika potrditev za vse to, kar smo do zdaj naredili, in tudi odgovornost za naprej. Je pa, tako bom povedal, eno veliko veselje.
Vam iz srca privoščim in tudi čestitam, mislim, da kar v imenu vseh, ki spremljajo ta pogovor. In zdaj je to tudi čudovita iztočnica za to, da če ima kdo kakšno vprašanje, lahko vprašanje mirno zapiše v chat, v klepetalnico torej, in ga bom zastavila v nadaljevanju. Tomaž, velikokrat ste danes že omenili svojo mamo. Vedno mi je ljubo, ko izpostavite svojo mamo kot svojo največjo vzornico. Kaj pa ostali, morda še kdo od učiteljev, mentorjev je imel velik vpliv na vas? Pa za koga ste, mislite, vi vzornik? Komu ste vi vzornik? Glejte, prvo upam, da sem vzornik predvsem mladi generaciji, mladi generaciji, zakaj mladi generaciji? Zato, ker mladi generaciji mora biti jasno, da sem na razpolago za bilo kateri nasvet, za kar potrebujejo, sem na razpolago. Zelo rad delim vse te izkušnje, lahko rečem 4 generacij, in hkrati vzornikov, tako da bi zdaj rekel, da bi prav in tekel bilo kdaj v življenju, da bi imel koga za vzornika, nisem imel. Moram pa povedati, da mi je bilo v enem trenutku zelo žal, da nisem šel, ne vem, leto dni, 2 leti nekam v svet, kakšnim mojstrom tiskrat velikim. Po eni strani sem imel mogoče tudi možnost, sam. Rojen sem v gostilniški družini, kjer sem resnično že od malega imel neko moje, v navednicah, neko moje delo, neko mojo obvezo. 3-letni fant sem čisto pepelnika, pač tem kvartopircem, ljudem, pač gostom, kateri so igrali karte. Pol tako je šlo naprej, pol sem se začel ukvarjati tudi s športom. Motocross, ne? Enostavno, ja, motocross, za ta motocross sem se mogel kar sam zaslužiti, in to sem še zdaj pa vesel in zahvalen mami, da mi je pustila res proste roke, sam s tem, da sem mogel delati in imeti to odgovornost in do športa in do dela. Enostavno, vedno sem bil vpet v nek delovni proces in je bilo obdobje, ko mi je bilo žal, da sem rekel, zdaj 1 leto ne morem pustiti mame, ne morem pustiti tega dela, ne morem to pustiti, in sem ostal doma. Zdaj pa vam moram povedati, da mi ni žal, da nisem šel v svet. Zakaj? Zato, ker sem razvil moj osebni stil. Moj osebni stil ustvarjanja, moj osebni stil kuhanja. S tem, da sem imel to srečo, da sem bil že nekje pred 20 leti povabljen že na prve kongrese. Sem bil prvi Slovenec, kateri sem stal na odru, ne vem, zraven Pierre Gagneja, Heston Blumenthala, ne vem, zdaj bi lahko našteval še in še imen. Sam mogoče smo, halo? Ja, Tomaž. Mogoče smo tiskrat bili, mogoče sem bil tiskrat ni bilo še toliko zanimanja, no. Za gostinstvo in predvsem za te nastope v tujini. Sam zakaj vam to razlagam? Zato, ker sem z njimi izpostavil en taki osebni stik. In kar je največja dragocenost, tukaj se lahko med sabo pokličemo in tudi se. Če mene kaj zanima, če razvijam kakšno novo jed, če mi kje zmanjka kakšna tehnika, pokličem jaz kakšnega kolega, če on ne ve, mi reče, ne, tam je specialist ta in ta, tako tudi drugi pokličejo mene. Rečemo, ko je govora o soli, sem sigurno eden tistih, katerega, rečemo, iz Italije največkrat pokličejo. Sem le pač predstavil na drugem takim mojem zelo pomembnem nastopu, sem predstavil solni žar. Ta solni žar je moj velik poklon piranskim solinam. Tako da zdaj tukaj pa lahko že gremo na to, kako ustvarjam, kako naredim jed.
Ja, to bi bilo super, če nas popeljete malce čez ta kreativni proces. Ja, z velikim veseljem. Lejte, na prvem mestu je spomin na otroštvo. In kar pomeni na tradicija in otroštvo. Najraje ustvarjam tradicionalne slovenske jedi, na katerih uporabljam najnovejše tehnike in kreativnost. In to je tudi, če lahko rečemo, tudi ta nova slovenska kuhna, katera je tudi najbolj zaželjena med gosti. In med domačimi gosti in med tujimi gosti. Tako da pazim, da te osnovne, zelo pazim na letni čas, pazim, da osnovne sestavine ne pokvarim, ker lahko imate najboljšo osnovno sestavino in če preveč komplicirate z njo, verjemite mi, da lahko tudi spremenimo okus in tu ni več moje vodilo. Jo pa pripravim na način, da gost začuti in vidi, da je nekdo mislil in delal za njega. Jaz vedno rečem, v gostilni smo mi zaradi gostov, ne gosti zaradi nas. In to je še ena od teh stvari, katera prinese pol celoto gostu. In gost, lejte, zdaj tudi glede na ta čas, glede na vse, jaz verjamem, jaz sem velik optimist, verjamem, da bo to hitro šlo mimo in da bomo prav hitro ne bomo normalno se utirili v tiste stare tirnice, prej slej se bomo naše poslanstvo, gostinstvo, vsekakor se bo. Nas roboti ne morejo zamenjati. Tako da zdaj nove tehnologije so zelo dobrodošle, splet in vse to je dobrodošlo, sam na koncu pika na i bomo še vedno mi gostitelji. In to se mi zdi zelo pomembno. In ta naš način življenja, ker jaz nimam ne službe, če me kdo vpraša, kaj delam služba, imam samo način življenja, bo tisti, kateri se bo vsekakor med prvimi, ko bomo pač zaživeli v normalnih tirnicah, bo tisti, kateri se bo vrnil. Samo kaj bo sprememba? Sprememba, zakaj sem vse to začel govoriti? Zato, ker sem pa prepričan na to, da bodo ljudje še bolj gledali kot do zdaj na kvaliteto ceno. Tukaj ne govorimo o 1 evru ali pa 100 evrih. Tam ljudje bodo še bolj želeli, kar je tudi prav in kar sem jaz do zdaj v gostinstvu v nekaterih restauracijah pogrešal, kvaliteto za ceno. Nekako ustvarilo se je, zdaj govorim par let nazaj, mene so tudi naši gostje poklicali in rekli, Tomaž, ti sigurno poznaš tam v tujini tega in tega kuharja, tega in tega, kako bi mi prišli do njih, kako bi mi prišli v gostilno, kako bi mi dobili rezervacijo. Čeprav so meniji po 400-500 evrov na osebo. In hkrati je par teh posameznikov, kateri so si svoj imidž zgradili na tem, da so jih gostje prosili. Jaz sem proti temu. Tako kot sem proti zvezdništvu v gostinstvu, tako sem proti temu, da damo občutek gostu, da mu delamo uslugo, da je gost prišel k nam. Ne, mi smo v gostilni zaradi gosta. Tomaž, cel kup vprašanj že tudi iz občinstva, pa nekaj ste se že v bistvu tudi dotaknili teh odgovorov, recimo vprašanje, ki ga pošilja Sabina, kako se pri svojem delu soočate s stresom, zdaj glede na to, da ste že malce namignili, da imate samo življenjski slog, ne pa službe, je to že to ali vseeno? Dejstvo je, da najbrž ste kdaj pod stresom. Z stresom gostinstvo je velik pritisk. Zato jaz nikoli ne poželim niti največjemu sovražniku, da bi šel v gostinstvo, če tega ne čuti in če tem ne uživa. To verjemite mi. Zdaj pa odgovor stresom, kako se ukvarjam, kako se zdaj, v tem trenutku, kot je zdaj, ali ko je normalen proces delovanja?
Po mojem lahko odgovorite za normalen proces, pa na kratko še o tem, kako zdaj, ker nas zanima, ne? Glejte, pri normalnem procesu bi temu rekel bolj delovni adrenalin, brez katerega težko funkcioniram in sem mogoče malo postal tudi odvisnik tega. Tako da mi ni me ne toliko moti. No, ta adrenalin delovni mora biti in jaz to tudi, dajmo reči, da je ta stres, da je ta delovni adrenalin, katerim nekako jaz najbolj funkcioniram, kadar sem pod pritiskom. V tem trenutku pa je tako, da sem sam sebi sem si rekel, okrog stvarmi, na katere ne morem vplivati, se ne smem stresirati, se ne smem živcirati, ne smem, pač tako je. In na to stanje, katero je zdaj, ne morem vplivati. Sem pa zdaj bolj pod stresom, kot kadar delam, vsekakor, prav zaradi tega, ki mi manjkajo mi gostje, manjka mi ta delovni proces. To pa zdaj v tem trenutku pa si to, pač trudim se, da se ukvarjam prav s takimi stvarmi, kateri ti dajo entuziazem, družim se resnično z ljudmi, s katerimi mogoče prej nisem imel dovolj časa, čeprav zdaj se ne moramo družiti na veliko, sem pa tja, se srečam s kakšnim prijateljem, za katerega prej nisem imel toliko časa in predvsem velik poudarek na družino, in za katero prej nikoli nismo imeli časa, osebno pa zelo rad tečem. Tako da ta tek mi tudi ko imamo gostilno odprto in zdaj, ko je nemo, mi ta tek zelo, zelo dosti pomeni in me tudi dostikrat me pomirja in tudi med tekom mi dostikrat pridejo kakšne nove zamisli. Moram pa povedati, dosti prijateljev, gostov, ki me pokliče, mi reče, se zdaj imaš čas, zdaj ustvarjaš ful jedi, zdaj bo ful novih jedi. Glejte, tukaj vam tudi povem resnično, iskreno, iz srca, ne znam ustvarjati, če nisem med ljudmi. Enostavno ne znam, ni ideje o ustvarjanju novih jedi, enostavno jih zdaj v tem trenutku nemam. Zato, ker jaz, ko začnem ustvarjati, komaj čakam, da ta jed pride pred gosta. Da prekomentiramo, ali pa tudi, če ne prekomentiramo, kot smo prej rekli, da nadaljavo vidim gosta, kaj da vidite govorici telesa, če je gostu všeč ali ne. So nekatere jedi, pač vsako jed, no, prej, ko sem že začel spomini na otroštvo, sem vsako jed, prvo kombinacije, jih naredim, prvo v navednicah v glavi, ne, z mislimi, in pač imam to imam prirojeno, da te okuse resnično, brez da jih probavam, jih lepo uskladim. In pol začnemo z ekipo pripravljati jedi. So nekatere jedi, katere, verjemite mi, se mi je že zgodilo, da nisem niti probal, jo nesel pred gosta in je funkcionirala. So pa jedi, s katero se ukvarjam mesec dni in jo nikoli ne nesem pred gosta in pač ne nikoli zaživi. Prej še, ko smo govorili tudi o gostih in da se bodo vračali gostje, če lahko povem, mi imamo še eno veliko dragocenost, to so naši stalni gostje. Mi imamo 70% stalnih gostov. Tukaj govorim cel svet in tudi velika večina pa iz Slovenije. In tukaj tako tudi se moram tudi pač zahvaliti resnično tem našim stalnim gostom in ne sam stalnim, za ta feedback, katerega smo ga doživeli. Mi smo 17. maja po prvem lockdownu odprli gostilno in verjemite mi, dokler nismo zaprli gostilne, mi smo imeli vsak dan polno gostilno. In to te res osreči in te res,
Glejte, jaz sem tudi sem razmišljal tam enkrat marca, aprila, kaj bo zdaj, ko bomo odprli, kako bo, kaj bo, se bojo vrnili gostje. In sam pri sebi sem se rekel, sigurno se bojo vrnili v tiste hiše, v tiste gostilne, v tiste restauracije, katere so do zdaj vlagale dovolj v gosta in katere so bile poštene. In tako tudi je. Vsekakor bo to obdobje, par satelitov bo odpadlo, gostilniških bo odpadlo. Predvsem tistih hiš, gostiln, kateri so si mislili, bomo vložili v posel, bomo samo odprli vrata, mi bomo šli malo na morje in bomo preko kamere gledali, kaj se dogaja. Te hiše so bile zdaj, ki so bile gostilne po maju odprte, so bile že v težavah. Tako da jaz tega ne preželim, jaz upam, da bomo vsi preživeli in da bomo vsi šli naprej, sam neke spremembe vsekakor bodo. Ko omenjate slovenske goste, Nataša sprašuje, če ste kdaj razmišljali o pripravi kuharice o primorsko-kraški kulinariki, Polona pa sprašuje, katera klasična slovenska jed je vam osebno najboljša oziroma katero najraje pripravite. Glejte, razmišljam o knjigi, ne samo kraško, vipavsko, ampak razmišljam o knjigi zgodb in nasvetov, ne receptov. Kuharska knjiga, ja. Imamo že ideje, bom rekel, na mizi in upam, da mi bo to uspelo. Bo pa vsekakor knjiga preko osnovnih sestavin, preko značilnih slovenskih sestavin in jedi, bo knjiga mojih spominov, zgodb in nasvetov, kako kaj pripraviti. Ne pa tista suhoparna receptura. To ne. Zdaj se bom vrnil malo zgodbam. Prosim. Sem pa tja, slišim, Tomaž je zelo dober za pripovedovati zgodbo, za narediti jed in okrog nje povedati zgodbo, ja. To se strinjam. Sam verjemite mi, če zgodba nema teže in če zgodba nema baze, je tudi tukaj tek na kratka proga. Tako da vsaka stvar mora imeti svojo bazo in svoje zaledje. Drugo vprašanje je bilo... Katera klasična slovenska jed je vam najboljša? Glejte, to je vprašanje, katero dobim dostkrat v tujini. In jaz tam največkrat odgovorim, da so to vsekakor jedi na žlico. Jaz pa, tako zdaj, če govorimo o jedeh na žlico, jaz osebno brez goveje juhe, tiste prave nedeljske goveje juhe ne morem. Tako da zame, če govorimo o klasiki, o bazi, je goveja juha. Zato, ker mogoče tudi zopet se vrnem par generacij nazaj, moja nona, moja babica, nona je vedno rekla, če ne znaš narediti dobre goveje juhe, če ne znaš narediti baze, ne moreš tudi drugo ustvarjati. In to se dogaja. Mladi kuharji, ki prijo, bi kar radi bili inovativni, radi bi bili kreativni. In jaz vsega vprašam na prvih pogovorih in tako, povej mi ti nekaj o klasičnih jedeh. Povej mi, katera klasična jed ti je všeč, kako jo ti pripraviš. In če mi pove neko klasično jed, ga vprašam, kako bi on to pripravil. In se je tudi že zgodilo, da je bilo težko že našteti klasične jedi in je bilo govora samo o kreativnosti. Kreativnost, ja, sam spoštovanjem vedno tradicije in predvsem nikoli ne smemo pozabiti, iz kje izhajamo. Ja, in ste pravi ambasador tega tudi. Še dve zanimivi vprašanji iz občinstva. Kdaj ste ugotovili, da je gostinstvo, kuhanje vaše področje? Zdaj, omenjali ste, da pri 3 letih ste že imeli zadolžitev, ampak kdaj ste ugotovili, da je to tudi vaša pot in katere težave ste recimo izkusili na začetku? Kaj bi rekli, katere morda začetniške napake ali pa težave ste naredili? Glejte, nikoli,
nikoli nisem razmišljal o tem, tako bom rekel, tam tudi do pubertete in tako, jaz bom kuhar, jaz bom gostinec. Po drugi strani pa tudi kaj dosti drugega, ne, da zdaj bom šel nekaj, sem res šel v tehnično šolo, verjetno bolj zaradi tega, ker sem se ukvarjal tiskrat z motorji, pač dirkal sem in tako. Sem pač ta del mladosti sem res posvetil temu dirkanju in tudi vedno pomagal doma. Šel sem v vojsko, prišel po enem letu iz vojske, kjer si res tisto leto sam sabo in zdaj ali si ali nisi. Prve 3 mesece sem bil tu v zadnji generaciji jugoslovanske ljudske armade in na začetku si številka, nemaš ne imena, ne preimka, tako da tam ali si ali nisi. In jaz moram pač ta vojska, čeprav sem si vedno rekel, jaz ne bom šel v vojsko, ne bom šel 1 leto od doma, mi zdaj ni žal, da sem šel 1 leto tiskrat od doma, sem se vrnil domov, sem šel na prvo dirko na prvo in zadnjo dirko po odsluženem vojaškem roku. Se spomnim, še danes sem se vozil in na polovici dirke sem rekel, ne, to ni zame, in sem se zapeljal v bokse in od tiskrat se nisem enih 15 let sedel na motor, ampak sem rekel, ne, jaz se bom posvetil 100% gostinstvu in tukaj pa zdaj že prijemo na tradicijo in mogoče tudi na vrste na menjavo generacije. Vsekakor sem vedno pomagal in nonotu in mami. Pol je nekako prihajal, če lahko rečem, moj čas, kjer sem že začel nekako ustvarjati in razmišljati o nekaterih drugačnih jedeh. Če že rečemo, da je gostinstvo način življenja, pol je fajn, da si ga naredimo zanimivega. In vsekakor nisem kuhar, nisem gostinec, kateri bi eno in isto jed delal celo življenje. Ene in iste jedi delal celo življenje. 1, 2 in par lahko. In zato sem zelo rad, sem kreativen in zelo rad spreminjam in dodajam nove jedi. S tem sem tudi začel. In mogoče prve težave so bile prav te, ko sem v vaški gostilni, rečemo iz tistih velikih začel pripravljati neke nove jedi. Moja želja je bila, da gostje probajo več teh novih jedi in posledično se te porcije postale manjše. In se je tudi zgodilo, vam povem, da se spomnim še zdaj en par, mož in žena, Tržačani, ko smo jim prinesli prvo jed, sem tiskrat, pač, ne vem, z mojim entuziazmom verjetno nisem opazil, da je kaj narobe. Pri drugi jedi so vstali in so rekli, to ni to, mi nismo prišli sem zaradi tega. In vam moram to povedati, da rečemo, to so tiste težave, nekako ta prehod, ne si bo generacijski in tudi prehod tudi v stilu, če lahko rečem. Sam tukaj pa ni bila toliko velika težava, zato ker z mamo ne bom nikoli pozabil tega pogleda, ki mi ga je namenila. In mislim, da še zdaj vidim ta pogled in a si prepričan, da je to tista prava pot. O tem nismo še govorili. Jaz upam, da je prava pot. Še vedno smo v navednicah poslovno med živimi, ne? In se tudi fajn razvijamo. In tako da tukaj mi je mama dala to zaupanje. In ta prehod je bil lahko rečem mehkejši, kar veste, tradicija ni vedno samo prednost. Je dostikrat tudi eno breme, katero moraš nositi. Tako da tu je ta mogoče ta moj prvo, če lahko rečem, nekje tam pri mojih 22, 23 sem se 100% sem že vedel, da sem 100% v tej igri, v tem poslu ali v tem načinu življenja. In ta prihod ni bil enostaven, to moram povedati, ni bil enostaven. Veste, kaj se je tudi zgodilo, da je bila gostilna cel dan prazna. Tudi to se je zgodilo, če se spomnim za nazaj. Hvala Bogu, so gostje sprejeli in razumeli ta način.
Prav zanimivo, kar eno od vprašanj se navezuje tudi na to, kako so se želje ali pa zahteve gostov spreminjale tekom let. Morda še na kratko o tem, potem pa počasi zaključiva. Se pravi, iz teh velikih porcij ste potem prišli na manjše. Kaj pa potem v To je naslednjih lih en letih? primer. Veste kaj, jaz bom tako rekel. Najpomembnejše mi je to, če se ozrem v leta nazaj, da smo nekako skupaj rasli. In gostje, in slovenska kuhinja. Skupaj smo se razvijali. Vsekakor je ta slow food prinesel mogoče v enem trenutku preveč pokaži, kaj znaš. Glejte, degustacijski meniji in majhne porcije ni pravilo. To ne sme biti pravilo. Je pa ena vrsta najpomembnejša osebna izkaznica teh gostiln, restauracij na tem nivoju. Jaz ne vztrajam samo pri tem, da mora priti k nam in da mora 100% vzeti samo te degustacijske menije, ampak doživetje je lahko tudi ena jed. Doživetje je lahko ena jed, katero smo jo rečemo iztrgali tudi iz tega, da ne bo pozabljena, da smo jo ne vem, z nekimi novimi tehnikami, z nekim novim pristopom jo zopet oživeli in jo predstavimo gostom. Vsekakor gostinec ne sme biti tisti, kateri daja pravila v gostilni, v hiši. Ampak mora biti tisti, kateri se razdaja gostu in kateri svetuje neka pravila in se pol tudi prilagaja gostu. Gost ima vedno prav, dokler te spoštuje. Zdaj, če te ne spoštuje, ne more imeti vedno prav. Katja sprašuje, glede na to, da ste ambasador fruktalovega džina, vaš džin je dobil nagrado za najboljšega na svetu. Med 7 najboljšimi žganimi pijači na svetu. Tako. Zdaj pa Katjo zanima, če uporabljate džin tudi v kulinariki. Mene pa moje vprašanje oziroma moj dodatek je pa to, če je džin trenutno najbolj trendovska pijača po vašem. Glejte, zakaj džin? Prej kot sem razvil svoj džin, ne da sem ambasador fruktalovega džina, ampak z mojo recepturo smo ga z fruktalom skupaj razvili. Pred tem džinom jaz imam, ali pa tako bom rekel, zdaj kaj imamo v gostilni kot stalnico? Imamo kos kruha, imamo hrenov premaz in vsekakor je tudi ta gin tonik na žlico. To je ena od sladic, katero sem že pred 7, 8, 9 leti, zdaj se ne spominjam, katera je bila moja ideja. Tako kot večino teh jedi, katero menjujem, nekje 70% imam teh kreativnih jedi, 30% je pa teh stalnih jedi, katere so mogoče kreativne, nema, katere postanejo pač del hiše. In ena od teh jedi je bil ta gin tonik na žlico, katerega sem pač po enem letu umaknil z menija. Sam se ne bom nikoli pozabil, ko je prišel en fant, prišla družina z enim fantkom 7-8 let starim in sem rekel, da te sladice ni več, ne se ustrašiti, gin tonik na žlico nema alkohola, zato ker gin prekuhamo, to je zdaj že druga zgodba. Glavno, tam zraven še spustim nek dim in je tako, kar zanimivo, je eno doživetje, je pa von pobrinil, v tej obliki dima je von pobrinil in ko sem temu fantu rekel, da te sladice nemo več, sem, verjemite mi, opazil malo solzne oči. Šel sem v skladišče, tam sem imel še eno bombolo, pač, tam sem dobil ta CO2, suhi led, katerega sem uspel in sem temu fantu postregel čez pol ure to sladico. In od tistega dneva je ta sladica postala stalnica naše ponudbe. In glede na to, da je ta gin tonik na žlico, sem rekel, lahko si pa naredim sam svoj gin. In zato je ideja tudi sodelovanju s Fruktalom. Fruktal je to idejo mojo zelo podprl, kar se mu tudi zdaj ob tej priložnosti zahvaljujem podjetju Fruktal. Kaj sem naredil?
tudi zdaj te druge sodelovanje, tudi zdaj s tem Panettonom, kaj je moja želja? Moja želja je prinesti obrtniški stil v industrijo, sam na ta način, da pol izdelki, ko grejo ven iz industrije, ko pridejo pred kupca, pred gosta, imajo zopet ta obrtniški touch. Tako da, zato sem jaz tudi ta moj gin tonic, z fruktalom razvil. Sem zelo, zelo vesel, ker nam je uspelo. 72 različnih destilatov smo naredili, poskusov, da smo prišli do tega, kaj sem iskal. Iskal sem všečnost. Iskal sem to, da sem dobil to mehkobo. In v tem smo uspeli. Gin, zdaj pa vprašanje, gin je odvedno bil gin je odvedno bila zelo pomembna pijača. Žgana pijača. Gin je tudi, se upam trditi, pravilno narejen. Je tudi ena najbolj, zdaj ministrstvo za zdravstvo opozarja, pa zdaj ne delam, sam, rečemo, kozarček gina, kot vsaka stvar moramo vedno paziti, da ne pretirujemo nobene stvari. Med žganimi pijači je sigurno gin tisti, kateri je odvedno bil nekako zelo priljubljen. Pol je prišlo obdobje, ko so začeli tudi z ginom delati v navednicah neumnosti. Preveč sladkorja, preveč alkohola dodanega in se je mogoče mal zgubil. Sam gin med poznavalci nikoli priljubljenost gina ni padla in sem prepričan, da tudi ne bo. Tako da gin je odvedno bil z nami. Mal v nedoločenem trenutku se je mal zgubil, mogoče zaradi te kvantitete. Sem zopet, takoj kot so se pojavili zopet ti obrtniški gini, kvalitetni gini, so se zopet na velika vrata, se je gin vrnil zopet na velika vrata. Je pa tudi to prednost gina, da ta tako imenovan mixology, pač te kokteli, tudi so vedno bolj priljubljeni. Tudi v restauracijah, gostilnah, zvezdami Michelina so nekako zdaj skoraj že obvezni pri kakšni jedi. In gin je ena od tistih žganih pijač, kateri je, se upam trditi, najbolj hvaležen tudi za te kombinacije. Najbolj se prilagaja. Tomaž Kavčič, fantastično. Toliko tem bi še lahko načeli, da bi vas imeli skoraj do jutri, ampak verjamem, da se ne bo uspelo ujeti še kdaj. Za konec samo vprašanje o tem, kaj vi rečete, katero besedo uporabite, ko želite nekaj ali nekoga pohvaliti. Kaj rečete, da je bilo dobro, fino, okusno, wow, kaj uporabite? Jaz, kar se tiče tega, najraje pohvalim z nekim pogledom, z objemom, z stiskom, z objemom, z dotikom. In to tudi zdaj v teh trenutkah, v teh časih ni lih neka lepa vrlina, jaz sem jo ne moramo uporabljati. Tako da moja pohvala je največkrat topel pogled in predvsem objem in pač ta mediteranski stil. Če bi vsekakor ne uporabljam nekih tujk, ampak mislim, da najbolj pohvališ človeka prav s tem, da mu rečeš en lep bravo, priden, tako po domače, po primorsko. Bravo, priden, pravi majster. Vse to. Hvala, Tomaž, pošiljam nadaljavo ta objem. Upam, da čim prej tudi v živo in hvala vsem, ki ste bili z nami. Lep večer še naprej, pa vam pripada tokrat zaključna misel. Moja misel je prav sem ta, zopet v športnem žargonu, bodimo blizu te štartne črte in bodimo v kondiciji in ostanimo optimisti. Zato, ker lejte, vse bo v redu, to bo šlo mimo in bo samo en taki čuden, grd spomin na to, zato ostanimo
bodimo optimisti. In ne smemo se pa preveč oddaljiti od te štartne črte, tako da skrbimo za to, da smo v kondiciji. Bomo. Z entuziazmom. Ja, sej ta optimizem in entuziazem je pa nalezljiv. Hvala lepa, Tomaž Kavčič, hvala vsem, lep večer še naprej. Hvala vam, hvala, čau.